vršaki v čast krasniku Rudolfa Majstra, mirno. Če svetilo sonce bo rumeno, grmovčiv in zdrav, se vzgorec budi. Če žarelo sonce bo krvavo, bežal strpno, sin Tudi v novejšem času, po osamosvojitvi Slovenije, se mojega dedka slavi kot velikega domoljuba zaradi njegovih pogumnih dejanj kot človeka, ki je pripomogel, da je Slovenija v takšnem obsegu, kot jo poznamo danes. Po celi Sloveniji je bilo odkritih veliko spominskih obeležij. Njemu na čas praznujemo državni praznik, letošnje leto pa je njemu v čas proglašeno kot Majstrov dan. Slovenska država in njeni državljani ga slavijo kot pomemben zgodovinsko osebnost in mu posvečajo veliko pozornost. Tudi v današnjih časih je bila dedek spoštovana, cenjena in priljubljena oseba. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, spoštovani
spoštovani gospod minister Marjan Šarc, spoštovani poslanec magister Matej Tonin, spoštovana podžupanja gospa Romana Učakar, spoštovane občinske svetnice in svetniki, župani, županje sosednjih in drugih občin, častna občana gospa Marjeta Humar in gospod Anton Tone Smolnikar, spoštovani vnuk našega rojaka, generala Rudolfa Maistra, gospod Borut Maister, ter vsi ostali zbrani gostje, še posebej pa spoštovane nagrajenke in nagrajenci, ki s svojim doprinosom in pripadnostjo lokalnih skupnosti spreminjate stvari na bolje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na osrednji slovesnosti. Občina Kamnik na rojstni dan generala Rudolfa Maistra Vojanova praznuje svoj praznik, ki ni le praznik namenjen praznovanju, ampak tudi praznik, ki opominja na to, s kakšnimi hrabrimi in neustrašnimi dejanji je Maister s soborci zagotovil celovitost slovenskega ozemlja, kot ga imamo danes. Tudi mi smo lani na vsakem koraku zrli na hrabra in neustrašna dejanja posameznikov in različnih organizacij, zato ne morem mimo dejstva, da nekaj besed ob tej priložnosti namenim tudi času, ko je narava pokazala svojo moč in ko smo solidarno stopili skupaj in si pomagali tako, kot že dolgo ne. Spopadli smo se z izzivi, ne morem pozabiti moči in zagnanosti, ki so imeli posamezniki, ki so pomagali v okviru sil zaščite in reševanja. Vsi, velikokrat vidno utrujeni, pa vendar ste odhiteli na pomoč. Niste se vprašali, kaj je pri posamezniku doma, ampak ste raje priskočili na pomoč sosedu. Niste se ozirali na to, ali ste še pri močeh, ampak ste si dejali, zmagali bomo. Ne morem pozabiti ropota lopat in krampov in prijaznih besed prostovoljcev tistim, ki jim je voda odnesla vse. Tudi spomine. Na pomoč so nam priskočili prostovoljci iz naše občine ter prostovoljci, ki so prihajali od vse povsod drugot iz naše ljube Slovenije. Čistili so mulj pri uničenih domovih, premetavali kupe in kupe kamenja, čistili opremo in pohištvo, uničeno od deroče vode in celo urejali vrtove. Ko sem pogledal naokoli in videl močan duh sodelovanja, ko smo znali poslušati drug drugega in imeli tudi nekaj sreče, tega nikoli in nikdar ne bom pozabil. Težko je z besedami izraziti to hvaležnost, a verjemite mi, da sem prav vsakemu iskreno in globoko hvaležen za to, da ste požrtvovalno in s hrabrimi dejanji nesebično skrbeli za dobrobit naših občank in občanov. In kako se je začelo? 4.8.23 ob 5.57 je zatulila sirena za splošno nevarnost. Višina vode skoraj 4 metre in hitrost Kamniške Bistrice sta bili izjemni. Reka, ki je bila nekoč tako mirna in skoraj da neopazna, je prestopala bregove. Kamorkoli smo pogledali, je voda drla na vse strani. Trgali so se plazovi, pojavili številni usadi, vasi so bile po večini nedostopne. Doline Kamniške Bistrice, Črne Bistričice in Tunjščice so postale popolne nanešenega proda in rečnih neplavin. Utrgali so se plazovi in vsa gmota je potem skupaj z vodo drvela proti mestu Kamnik, kjer je reka na večjih mestih prestopila bregove in poplavljala tudi hiše na priobalnem predelu mesta Kamnik in dol vodno v Šmarci. Poleg škode na poplavljenih objektih je ogromna škoda nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih je bilo več kilometrov lokalnih in regionalnih cest, javna vodovodna in kanalizacijski sistem, elektro- in komunikacijsko omrežje, evidentiranih je bilo preko 250 zemeljskih plazov, ki so ogrožali tudi stanovanjske objekte in javno infrastrukturo. V kratkem času so bile državne in lokalne ceste uničene, podrti mostovi, uničena industrija, kmetije so ostale brez možnosti izvajanja svojih dejavnosti, zalite so bile kleti, uničene so bile hiše. Preko 300 neumornih gasilcev iz vseh 13 prostovoljnih gasilskih društev so pod vodstvom prostovoljnega gasilskega društva Kamnik in današnjega nagrajenca gospoda Jožeta Oblaka dajali vse atome moči. Dan in noč ste na terenu skupaj s kamniškimi gorskimi reševalci, zdravstvenim domom dr. Jurija Polca Kamnik, Slovensko vojsko in policijo,
v najbolj nedostopna območja in poškodovane vasi dovažali hrano, zdravila in evakuirali najbolj prizadete. Dan in noč so delovala tudi pogodbena in ostala podjetja, ki so z gradbeno mehanizacijo in znanjem v rekordnem času delno vzpostavila poškodovan vodovodni sistem, kot tudi cestne povezave, da so imeli kraji vsaj za gradbeno mehanizacijo ter interventna vozila dostop. Na najbolj ogroženih območjih smo v prvih dneh iz 40 stanovanjskih hiš in turističnih objektov evakuirali preko 280 ljudi, pri tem pa moram poudariti, da se je mnogo ljudi zateklo tudi k sorodnikom in prijateljem. Opravljeno je bilo ogromno intervencijskih ur in občina Kamnik je prav zaradi dobre organizacije intervencijskih ekip utrpela manjšo škodo, kot bi jo sicer. V začetni fazi intervencije smo se osredotočili na reševanje življenj, zaščito zdravja in imovine prebivalcev. V nadaljevanju smo poskrbeli za delo za zagotavljanje nujnih življenjskih dobrin in intervencijska dela na infrastrukturi. Občina je že v začetni fazi intervencije sprejela tudi potreben ukrep za zagotovitev psihosocialne podpore in pomoči na terenu. In sicer sprva v okviru občinskega štaba civilne zaščite Kamnik, kasneje pa zdravstvenim domom dr. Julija Polca ter centrom za duševno zdravje Domžale. Občinski štab civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje finančnih sredstev prizadetim v ujmi. Razdeljenih po poplavah, ko so bile predvidene lokalne nevihte in neurja, pa je bilo skoraj 15.000 protipoplavnih vreč. Ekipe gradbenih podjetij in koncesionarjev so s pomočjo gradbene mehanizacije v izjemno kratkem času poskrbele za prevoznost cest. Koncesionar za upravljanje z vodovodnim sistemom je v prvih dneh po poplavah opravil izjemno delo, saj je v Kamniku preko 20.000 prebivalcev ostalo brez vode, kajti uničeno je bilo glavno vodovodno omrežje, ki oskrbuje večji del Kamnika in tudi občino Komenda. Veliko dela so upravili koncesionarji na državnih cestah, vodotokih in tudi Elektro Ljubljana, ki je v izjemno kratkem času zagotovil električno napeljavo na področju celotne občine Kamnik. V 4 tednih je bilo s prizadetih območij odstranjeno preko 600.000 kubičnih metrov različnih materialov. Izjemno pomoč so nudili prostovoljci, ki so se še posebej izkazali na dan solidarnosti. Izpred točke pri Domu kulture Kamnik se je na območja, ki jih je bila prizadela naravna katastrofa, podalo kakih 300 prostovoljk in prostovoljcev, ki so v Kamnik prispeli iz različnih koncev Slovenije. Za prevoz na območja so poskrbeli kamniški gasilci in sodelavci Zavoda za turizem in šport Kamnik. Na vstopni točki pa so prostovoljce sprejemali sodelavci Zavoda za kulturo Kamnik. Solidarnost nas je takrat spominjala na to, da je naša odgovornost, da si med seboj pomagamo in podpiramo v težkih časih. Opominjala pa predvsem na to, da smo združeni skupaj močnejši in da z vsakim dejanjem pomoči gradimo boljšo in bolj sočutno okolje za vse nas in za naše zanamce. Kaj pa škoda, ki jo je utrpela občina Kamnik? Občina Kamnik je skupaj s komisijami za oceno škode na objektih in infrastrukturi na terenu popisala škodo na skoraj 850 objektih. Iz sistema AJDA je razvidno, da je škoda na objektih zaradi poplav znašala preko 13 milijonov evrov, na infrastrukturi preko 6 milijonov evrov, na vodotokih 215 milijonov evrov, na državnih cestah preko 8 milijonov evrov. Ta škoda pa ne vključuje škode na premičninah, vozilih, gospodarski škodi v poslovnih objektih, škodi v stanovanjskih objektih, naprimer pohištvo. V aplikacijo AJDA je bilo po poplavah 4. avgusta 2023 upisana tudi škoda na cestnih odsekih, zemeljskih plazovih, poškodovanih vodovodnih napeljavah ter odsekih kanalizacijske infrastrukture. Škoda pa je nastala tudi na elektro- in telekomunikacijski infrastrukturi, javni razsvetlavi ter tudi na kulturni dediščini. Poškodovanih je bilo več malih hidroelektrarn. Skupaj z ocenjeno škodo v kmetijstvu, na gozdnih površinah in državnih cestah ter vodotokih je bila v občini Kamnik škoda ocenjena na 251 milijonov evrov. A škoda, ko so z deročo vodo odšli tudi spomini, ta pa je nepredstavljiva in nima cene. Vsak izgubljen spomin je kot iztrgan košček iz naše življenjske zgodbe.
Čeprav se nam zdi, da so ti spomini izgubljeni zavedno, moramo še toliko bolj ceniti in negovati tiste spomine, ki so nam ostali. Vemo, da je marsikoga nesreča spremenila in da marsikdo toliko bolj ceni vsak trenutek, ki ga lahko deli s svojimi najbližjimi. Zato spoštujmo tisto, kar imamo, predvsem pa bodimo vsak dan hvaležni za to, kar imamo. Prihodnosti ne moramo krojiti po svojih željah, lahko pa krojimo sedanjost. Če svoje dejanja in odločitve v sedanjosti sprejemamo preudarno, lahko zgradimo boljšo prihodnost. In kakšna je prihodnost naše občine? Po katastrofalnih poplavah smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov, geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacije plazov, ki ogrožajo hiše, v katerih občani ne morejo živeti oziroma so bile v poplavah porušene. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno, po potrditvi pa je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo. Izvajanje programa sanacije trenutno poteka skladno z določili pogodbe. Za vse projekte, ki so navedeni v programu odprave posledic naravne nesreče 2023-2024, pa je potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo, ki se iz tehnične pisarne Kamnik pošlje v predogled in potrditev na državno tehnično pisarno. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem vodji sanacije, podžupanu gospodu Urošu Pircu, ter ostalim sodelavcem občinske uprave, ki skrbno urejajo vso potrebno dokumentacijo za to, da se investicije odvijajo v začrtanem času. Občina Kamnik vlaga veliko naporov tudi v sanacijo plazov, ki ogrožajo hiše ter cestno in kanalizacijsko ter vodno infrastrukturo. V pripravi pa so še številni projekti za sanacijo nastale škode. Občina si prizadeva, da s protipoplavnimi ukrepi izboljšamo celovito dolžino Kamniške Bistrice z vsemi pritoki. Na območju občine Kamnik koncesionar za urejanje vodotokov Hidrotehnik opravlja dela na vodotokih in hudournikih na 50 deloviščih. Z urejanjem in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanje poškodovanih brežin vodotokov. Z junijem pa koncesionar prehaja iz faze intervencije v fazo sanacije. V njenem okviru se bodo urejale brežine na podlagi že izrizanih načrtov Direkcije Republike Slovenije za vode. Zavedati se je treba, da sta bili brežina in struga Kamniške Bistrice poškodovani v več kot 30 kilometrih. Za sanacijo bo potrebno proaktivno sodelovanje tako občine, države in koncesionarja. Potrebno pa bo tudi veliko mera potrpežljivosti. Razsežnost nesreče v naši občini je bila nepredstavljiva in po naši oceni največja v državi. Občino čaka tako veliko izzivov, a prepričan sem, da jih bomo skupaj rešili in iz te katastrofe išli še močnejši, kot smo bili prej. Narava nam je v kratkem času vzela ogromno in vložili bomo mogli veliko napora, finančnih sredstev, potrpljenja in razumevanja, da bomo zaživeli tako, kot smo živeli nekoč. Zato, spoštovane občanke, spoštovani občani, bodimo hvaležni za vse, kar nam vsak dan ponuja, in bodimo ustvarjalci skupnosti, ki se razvija v smeri trajnostnega razvoja, turizma, podjetništva, kulturne dediščine in etnološkega srednjeveškega mesta. Bodimo pa predvsem ustvarjalci skupnosti, medsebojnega spoštovanja in podpore, ki sta ključnega pomena za ustvarjanje lepe prihodnosti Kamnika ter vseh njenih prihodnjih generacij. Počastimo in praznujmo praznik občine Kamnik skupaj. Srečno Kamnik, Maistrovo mesto. Never
čake stale slive, tam niški lepi pot, saj lepši nikjer drugod. Gre oblanine, me dočake stale slive, tam niški lepi pot, saj lepši nikjer drugod. Skočil pa lepi ceplin, vesela vsa družba vrhom planin, dolini pa Bistrica zvesta šumi, kot solza prestala si Bistrica ti. Gre